Tudi letos sta na marsikaterem vrtu prevladujoči barvi zelena in rdeča. Zelena je za zelenjavo, ki jo sadimo, rdeči pa so polži, ki ne dovolijo, da bi zrasla in dala sadove. Boja proti španskemu lazarju se ljudje lotevajo na najrazličnejše načine, pogosto tudi s soljo, kar pa ni priporočljivo. Sol namreč škoduje zemlji, prav tako pa povzroča počasno umiranje polžev. Veliko bolje je obiskati specializirane trgovine, kjer lahko kupimo najrazličnejše pripomočke. Vabe so ekološke in pa potem strupene vabe. Pri strupenih vabah je pomembno to povedati, da se mora oziroma da se kupijo lahko samo z izkaznico, katera se predloži. Dobi se pač na kmetijskem zavodu, kateri se pač naredi en strokovni izpit. Ekološke vabe se pa dajo dobiti brez izkaznice in so, bomo rekel, zelo učinkovite. Potem se lahko uporablja tudi gel za polže, med drugim se lahko pa uporablja tudi pivo, ne? Ampak piva je pa škoda, ne? Rajše ga pijemo. Ne? Kako konkretno denimo uporabljamo zeleno galico? Najbolj važno je to, da se zelena galica uporablja na pokošeni, na čisti površini, katera se mora predhodno v redu pokositi, da je trava nizka. Zelena galica se potem potrosi, tako da polži ne morejo, tako da polži zlezejo gor in se potem na tisti zeleni galici dobesedno stopijo. Zelena galica jih dobesedno zažge. Mora biti pa vsaj 4 do 5 cm široka črta. Boja proti nepridipravom se je najbolje lotiti neposredno po dežju, saj so takrat polži najbolj aktivni. Določene substance pa je mogoče potrositi že tudi pred dežjem. Najbolj učinkovita stvar je tale feramol, kateri je izredno odporen na dež. Dejansko se ne raztopi in je v bistvu to ena vaba, da polži ne lezejo na ostale vrtnine, ampak se že prej tega nažerejo in po domače povedano najejo in to besedno potem pocrkajo in so siti in ne grejo potem na ostalo zelenjavo. Indijske tekačice so neme race, ki se prehranjujejo izključno s polži. Seveda pa si lahko omislite tudi kakšno drugo račko. Račkami smo mi zadovoljni zaradi tega, ker nam pobirajo te polže, da nam ne delajo škode. Prej, ko nismo imeli račk, smo imeli polže in smo nabavili račke in zdaj imamo že par let, kaj pa je višek, ko ne porabimo, pa zakolemo, pa pojemo je najbolj za martinovo. To pravi, da za martinovo gos ali pa raca, to mora biti. Pa nikogar nič ne moti, da so se prej račke prehranjevale s polži? To vsak ve, da raca poje vse, pa doben ni rekel tega, da jaz race ne bom jedel, ker jej polže. Vsi pravijo, kako je dobra raca, pravijo, da bolj dobra kot pa piščanec. Koliko račk imate? Zdaj imamo trenutno 3. Bilo jih je več, nekaj mi je odnesla lisica. Lansko leto smo imeli tam okrog 25, skozi zimo pa pestimo tam ni 2 raci pa ni racaka za pleme za naslednjo leto. Kaj pa jedo po zimi te račke? Po zimi pa jejo koruzo, pšenico pa šrot. To se isto kot piščanci.